In zdaj vabim našega dragega kolega Borisa, ki je pravzaprav kriv, da se mi ukvarjamo tukaj s tovrstnimi raziskavami. Izvolite, Boris. Torej, lepo pozdravljeni še z moje strani. Upam, da niste preveč utrujeni za tale zadnji referat. Skratka, naslov mojega referata je torej samostalniški besedotvorni nizi v slovenščini z vidika morfotaktike. Zdaj, prispevek, ki bo objavljen v monografiji, ki bo torej naša skupna pokonferenčna monografija, je stvar seveda nekoliko bolj ambiciozna in zastavljena. Tukaj pa bom v bistvu predstavil zgolj nekaj izhodišč za to raziskavo. Torej, o projektu Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini je bilo že kar nekaj govora. Predstavili smo jo lani v okviru Komisije za besedotvorje, tudi lani na Ohridu sem predstavil sam projekt, tako da bi tukaj mogoče samo omenil, da smo si s sodelavkami razdelili torej glede na besednovrstno pripadnost izhodišča. Tako kolegica Andreja Želj in Ines Voršič se fokusirata na izglagolske stopenjske tvorjenke, jaz na samostalniške stopenjske tvorjenke, kolegica Irena Stramljič-Breznic, kot je rekla, na izpridevniške in tudi na izmedmetne stopenjske tvorjenke, s kolegico Nino Ledinek pa še za izprislovne stopenjske tvorjenke. Zdaj, projekt, kot je bilo tudi že rečeno, bi se moral dejansko zaključiti čez par dni, ampak smo nekako zaprosili za enoletno podaljšanje, tako da nas čaka še kar nekaj dela. Predstavil bi nekaj rezultatov našega projekta, ker se mi zdi smiselno, da se torej v tej zadnji sekciji nekako tudi poudarijo rezultati, ki vendarle so nastali v okviru projekta. Tukaj smo recimo so kolegi iz Inštituta Jožef Štefan nekako predstavili ta jezikovno-tehnološki del projekta, potem pa smo znotraj tega pripravili različne raziskave, od recimo raziskav morfotaktike besedja povezanega s covidom do feminativov v samostalniških besedotvornih nizih, potem o kvalitativnih podatkih o besedotvornih modelih in pripomočkih nizih izmedmetnih tvorjenk v besedno-družinskem slovarju, potem o značilnostih izmedmetnih pripomočkih nizov v tem istem potem pripomočki nizi samostalniških stopenjskih tvorjenk z izhodiščem IT v slovenščini, potem na prihajajoči konferenci Euralex, torej konferenci, ki jo pripravljajo kolegi iz Zagrebškega inštituta, bom predstavil v bistvu vidik besedotvorja, ki ga je treba upoštevati pri snovanju slovarjev, vendar tudi bom vključil notri tudi stvari, ki so torej rezultati našega projekta. In pa s kolegico Nino Ledinek, kot rečeno, so pripravili tudi prispevek v zvezi z izprislovnimi stopenjskimi tvorjenkami. Torej, ta referat je nekako mišljen trostopenjsko oziroma troslojno. V prvem delu bi predstavil en tak kratek povzetek statistične analize, ki je tudi nastala v okviru projekta. In sicer me je zanimala, vemo, da z višjostopenjsko tvorbo, torej z dodajanjem morfemov, dosežemo večjo abstraktnost pojma, bolj preciziramo. Posledično so te besede, sklepamo, manj frekventne. Torej, zanimalo pa me je, koliko ta frekvenca dejansko pada. Če pada, se zgodi velik upad frekvence na prvi stopnji, na drugi stopnji, na četrti stopnji in tako naprej. Potem za to predstavitev sem izbral zgolj dva besedotvorna niza, ki jo bom predstavil. Mi torej pri snovanju samega projekta nismo predvideli generativne umetne inteligence, ampak se je pač vmes nekako zgodila in je seveda zelo smiselno te rezultate preveriti tudi tam. In moram reči, da rezultati niso slabi, moram reči. Če pogledamo najprej splošno razmerje torej med višjostopenjsko tvorbo in pa frekvencami, ugotovimo, da recimo z nič je označen netvorjen leksem. In torej, če upoštevamo vse besedne vrste skupaj, se besede, ki se pojavljajo na prvi stopnji, statistično pojavljajo 7-krat manj. Torej 7-krat manj pogoste so tiste na prvi stopnji.
Pozabil sem povedati še en zelo pomemben podatek, in sicer, da je statistično analizo pripravil dr. Lazar Pavič. Skratka, na tej skupni, torej za vse besedne vrste velja, da se potem na drugi stopnji ne zgodi neka bistvena sprememba, potem spet na tretji stopnji, glede na drugo stopnjo, se kar 3-krat zmanjša frekvenca teh besed, na četrti stopnji ostane približno enaka, potem pa se zopet zgodi upad, pa govorimo že res o zelo sporadičnih primerih. Če si pogledamo iz samostalniške tvorjenke, je tukaj recimo ta upad med netvorjenimi samostalniki in pa njihovimi prvostopenjskimi tvorjenkami največji. Torej, tukaj so podatki v bistvu podani v procentih, natančnejše pojasnilo v zvezi s statistično analizo bodo v samem prispevku predstavljeni. Torej, tukaj je ta razpon med netvorjenimi in prvostopenjskimi tvorjenkami res velik. Če si pogledamo recimo iz glagolske tvorjenke, je to razmerje, to pa zanimivo, da se številke ne pojavijo. Kaj se je pa to zgodilo? Na pamet jih pa ne vem, ne, mislim. Mislim, da je tukaj, če se prav spomnim, torej netvorjeni glagoli imajo približno 40% vrednost, ker je v bistvu polovica manj kot torej prej pri iz samostalniških, ampak se tukaj recimo pri prvostopenjskih tvorjenkah ne zgodi tolikšen upad, sicer se zgodi polovičen, ampak še zmeraj je to veliko manj kot pri teh drugih. Pri drugostopenjskih tvorjenkah pa to lahko celo naraste. Tukaj je razlog seveda tudi v tem, da so glagoli s predponskimi obrazili lahko veliko bolj frekventni kot glagoli brez predponskega obrazila. To je pa res en misterij, to se mi pa še nikoli ni zgodilo, da bi takole grafika brez. Skratka, pri izpridevniških tvorjenkah je tudi ta razmik med prvostopenjskimi in drugostopenjskimi izrazit, čeprav je vendarle razmerje glede na iz samostalniške in iz glagolske tvorjenke manjši. Zdaj, kot je že prej kolegica Nina Ledinek omenila, torej poudariti moram še en podatek, sem bistven pozabil. Vsi ti podatki statistični so narejeni na podlagi besednodružinskega slovarja Irene Stramljič-Breznik. In recimo izprislovni podatki čisto zares statistično niso relevantni, zaradi tega, ker je v besednodružinskem slovarju upoštevan zgolj en prislov, rekli smo blizu, in je seveda potem logično, da bližati ima visoko frekvenco, ampak kot rečeno, statistično je to zanemarljiv podatek. Torej, izpostavil bi dva besedotvorna niza, in sicer kot v prvi fazi torej te strojne obdelave podatkov smo v bistvu najprej šli preveriti, torej smo želeli avtomatsko preveriti oziroma najti enake besedotvorne nize v slovarju slovenskega knjižnega jezika, torej osnova je bila seveda besednodružinski slovar, potem v slovarju slovenskega knjižnega jezika in nato še v korpusnem gradivu. In sicer najprej v korpusu Gigafida, ki je nekako največji referenčni korpus slovenskega jezika. Imamo pa seveda tudi, čisto zares je Metafida največji korpus, ampak je bilo tam šuma enostavno preveč. Torej, v Metafidi imamo tudi te manjše korpuse, kot so korpus torej spletnih besedil, tweetov in tako naprej, ki je seveda zelo relevantno za neko najnovejšo leksiko, ampak ni pa, torej podatki so bili vendarle, toliko je bilo šuma, da v bistvu podatki sami niso uporabni. Torej, tukaj imamo besedotvorni niz, torej za izhodišče je torej samostalnik, potem imamo pridevniško tvorjenko na ast in potem še prislovno na o. Že v besednodružinskem slovarju slovenskega jezika najdemo 5 tovrstnih nizov, torej banja, banjast, banjasto, burka, burkast, burkasto, brazgotina, brazgotinast, brazgotinasto in tako naprej. V SSKJ-ju, torej v okviru tega projekta, je bilo strojno pridobljenih še 251 tovrstnih primerov, med katerimi pa je bilo 55% ustreznih primerov. Zdaj, pri tej strojni obdelavi se je pokazalo, da so najbolj torej za strojno učenje problematični primeri, kjer imamo ničto obrazilo, kjer je dejansko v bistvu višjestopenjska tvorjenka formalno manj
obremenjena kot nižja stopenjska tvorjenka in to dejansko predstavlja nek šum v teh verigah, je pa seveda teh tvorjenk torej z ničnim obrazilom veliko. Ne? Jaz sem čisto občutek za čas izgubil, kako sem? 5, super. Skratka, torej tukaj je recimo en tak primer, kjer je v bistvu vendar strojna obdelava vendar precej visok odstotek dosegla. Včeraj smo tudi poslušali kolega Jaka Čibeja, ki je delal analizo na torej drugem gradivu, in je govoril, da je bila ta strojna uspešnost kar med 75 in 85 odstotkov, kar moram reči, da me je zelo šokiralo, ampak je potem pojasnil, da v različnih tipih tvorjenkah je ta uspešnost različna, nekje lahko samo zgolj 5-odstotna, nekje pa je lahko celo 100-odstotna. Tvorba svojilnih predelnikov je precej predvidljiva, torej nadaljnja tvorba stopenjske tvorjenke iz glagola nairati so tudi zelo predvidljive, tako da je tukaj res zelo torej je veliko vprašanje, o katerem gradivu čisto zares govorimo. Zdaj, če damo to zahtevo v ChatGPT in govorimo sicer o tej plačljivi varianti, najdemo res zelo ogromno primerov, krog, krogast, krogasto, nos, nosat, nosato in tako naprej. Sicer bi bilo tukaj potrebno vse te prislovne primere dejansko pregledati spet v korpusnem gradivu, ali gre dejansko za prislove, ali gre samo dejansko za pridevnike, torej v srednjem spolu, torej tudi to bi zahtevalo kar nekaj dela. Ampak vendarle gradiva tukaj najdemo res ogromno. Po drugi strani pa recimo, če pogledamo neko bolj elaborirano, torej nek bolj elaboriran besedotvorni niz, kot je recimo v izhodišču imamo samostalnik, v nadaljevanju tvorimo pridevnik na en, še v nadaljevanju glagol na eti, sledi sestavljenka, torej tvorjenka s predponskim obrazilom, potem prislovno torej el in pa samostalnik eš. Tak primer recimo je v besedno-družinskem slovarju slovenskega jezika bes, besen, besneti, pobesneti, pobesnel, pobesnelež. Tukaj je pač napaka. I. Strojna obdelava. Hvala. Torej, strojna obdelava podatkov tukaj ni pokazala nobenih rezultatov, torej nismo dobili nobenega novega primera, ampak po drugi strani že torej ChatGPT nam najde kar nekaj primerov, spet ne v celoti ustreznih. Recimo tukaj imamo primer, izbral sem 2, torej led, leden, ledeneti, ali lahko bilo tudi ledeniti, poledeneti in poledenev, torej tukaj so tudi recimo, to niso zatipki, ampak dejansko je to rezultat ChatGPT-ja, torej tukaj je napaka, ni moja. In skratka, tukaj sicer ne najdemo zdaj celotnega niza, ampak so pa dejansko kar 4, torej do 4-stopenjske tvorjenke je v bistvu primer v redu. Ali recimo pri primer lesen, torej les, lesen, spet je tukaj neustrezno leseti in potem celo poleteti, poletel in nekaj x, ampak hkrati pa te podatki vendarle dajo idejo, da imamo les, lesen, leseneti, oleseneti, olesenev, in spet pridemo do uporabnega primera za 4-stopenjsko tvorjenko. Tako da je v bistvu to gradivo, ki ga ponuja ChatGPT, v bistvu vsekakor zelo uporabno. Je pa treba ravno, včeraj smo govorili, oziroma mislim, da na otvoritvi nekdo rekel, da se mu ni več dalo ukvarjati s temi zahtevami za ChatGPT. Mislim, da je ravno v tem stvar. Vedno bolj je treba vprašati, vedno bolj natančno in vedno bolj natančni odgovori bodo, kar se je recimo tudi pokazalo pri tem poskusnem iskanju z generativno umetno inteligenco. Torej, vsekakor je tukaj to neko novo orodje, ki ga je treba izkoristiti. In zdi se mi, da prvi rezultati so zelo obetavni, sploh če poskrbimo, da bodo te učne množice če bodo v bistvu te sistemi gradili na učnih množicah, ki jih sami zagotovimo, se mi zdi, da bodo rezultati lahko zelo kmalu, že čez nekaj let, zelo
torej zanesljivi ali vsaj zanesljivejši, kot so danes. In vsekakor mislim, da je to en dober obet tudi za besedotvorne raziskave. Tako da mimogrede zelo podpiram pobudo profesorja Tošoviča, ki je rekel, da bi se bilo temu smiselno posvetiti v prihodnjih konferencah Komisije za besedotvorje. Zelo natančno se torej držim tajminga, končujem torej po 15 minutah. Hvala lepa za vašo pozornost.